Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Gost v današnji predvolilni oddaji je kandidat za poslanca v Evropskem parlamentu na skupni listi stranke Desus in Dobra država, Uroš Lipušček, ki ga prav lepo pozdravlja v našem studiu. Dobrodošli. Dobar dan. Za vas smo pripravili nekaj zanimivih vprašanj in seveda je prvo namenjeno vaši karieri. Pravzaprav ste ugleden novinar, upokojen novinar, poznavalec mednarodnih odnosov. Zakaj se tako v najboljših letih odločite za politično kariero? Zakaj? Nisem imel nobenega namena kandidirati na kakršnihkoli volitvah, ampak ko sem videl, kaj se dogaja v svetu, da je svet praktično na robu neke vojne, ki lahko postane globalni konflikt, ko sem videl, kako se omahuje v Evropi in kako se Evropa vse bolj spreminja v neko podrejeno politično tvorbo, bom rekel, svetovnega kapitala oziroma Združenih držav Amerike, in kako Evropa drsi navzdol in kako se tudi v Sloveniji stvari zapletajo kljub spremembam levim in desnim. In ko sem videl, da so naši poslanci zelo neaktivni v parlamentu, da se zelo malo oglašajo ali pa se oglašajo in volijo tako, kot jim večinoma narekujejo njihove strankarske centrale izven Slovenije, sem se odločil da mora priti nekdo, ki bo govoril drugače. In jaz seveda imam izkušnje, nimam nobene treme nastopati zunaj. Jaz sem bil dolga leta, več kot 10 let v Združenih narodih, se sprehajal po hodnikih, po dvoranah in tako naprej, in mi je to, bom rekel, domače, in sem rekel, moram se odločiti in priti in zastopati interese Slovenije, ampak ne samo strankarske interese, ker stranke po teoriji zastopajo parcialne interese, jaz bom pa zastopal v veliki meri, pa največ, prav civilno družbo. In to smo potrdili tudi z našo listo. In to je moja lista, ki ima podporo Desusa in Dobre države, to sta dve manjši stranki. In naša posebnost je v tem, ne samo, da so to ljudje, ki so starejši, ki naj bi bili izključeni iz politike, ampak gre za to, da smo se odločili, oziroma se odločil, da bomo nestrankarska lista, in večina članov naše liste so nestrankarski kandidati, pripadniki civilne družbe, nekateri tudi zelo znani, medtem ko sta na naši listi samo 4 predstavniki strank, 2 Desus, 2 Dobra država, in mi, če bom zbran v parlament, kar absolutno mislim, da bomo ustanovili nek koordinacijski odbor, ki bo razpravljal o problemih v Evropski uniji, in jaz se bom z njim posvetoval in glasoval tako, kot bo narekovali interese ne samo Slovenije, ampak tudi civilne družbe. Absolutno, jaz mislim, da je to ena, bom rekel, najhujših, največjih slabosti Evropske unije, posebej predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je postala glasnik oboroževalne industrije. Ona je mimo držav članic, brez posvetovanja, to bi moralo biti zelo globoko posvetovanje z državami članicami, se je odločila, da bo Evropa v naslednjih letih stopila v obdobje vojne ekonomije, oziroma ona je kar določila, da bo Evropska komisija imela novega člana, da bo to komisar za obrambo oziroma oboroževanje. In pred parimi dnevi je v Londonu poljski zunanji minister Sikorski napovedal ne samo oboroževanje, ampak je rekel, Evropa se bo začela oboroževati in ta trend mora trajati desetletja. In ne samo to, rekel je, na področju vojaških zadev, sankcij in oboroževanja ne bo dovoljeno več soglasje, ker zdaj glavni princip odločanja v Evropski uniji je soglasje.
On je rekel, to bo glasovanje, kar pomeni preglasovanje. Absolutno se to ne sme dopustiti, ker sicer bo Evropa ne bo več država, skupnost enakopravnih narodov, ampak bodo o tem odločale predvsem nekatere največje države, med katerimi je seveda tudi Poljska, ki pa ima povsem svoj program, ki jaz mislim, da absolutno ni v skladu z temeljno zasnovo Evropske unije, da Evropska unija ostaja miroljubna, demokratična tvorba, ne pa neka tvorba, ki je podrejena volji samo nekaj velikih držav v Evropski uniji. Absolutno moram reči, da če bo NATO nadaljeval s to usmeritvijo, to pomeni, da bo postal ekspanzionistična organizacija, imajo že načrte, da se širijo na Daljni vzhod, da bodo ustanovili predstavništvo v Tokiu, kar pomeni, da se začenjajo pripravljati na morebitni spopad z Kitajsko. Sem jaz absolutno za to, da odločamo o tem, ali bomo še ostali v neki organizaciji, ki je iz obrambne, mi smo vstopili v obrambno organizacijo, postala ofenzivna organizacija. Jaz mislim, to je treba za vsako ceno preprečiti, ker smo vstopili v NATO z referendumom, ljudmi smo se odločili večinsko za vstop, bomo, če bo prišlo do tega, da bi se odločili za izstop, tudi na referendumu morali to potrditi, ker to bo, če bi do tega prišlo, bi bil to seveda zgodovinski sklep. Ampak jaz mislim, da se o tem ne bo treba odločati, ker NATO, jaz tu samo upam, da ne bo prišlo do neke evropske vojne, NATO je začel postopoma izgubljati svojo prvotno defenzivno obliko in celo to je, da so celo Američani, ki so vodilna sila v NATO in ki bodo absolutno, brez Amerike si človek ne more predstavljati NATO, da v Ameriki so se začeli pojavljati pomisleki o NATO. Zakaj? Zato, ker v NATO Američani so seveda glavna sila in oni plačujejo tudi večino stroškov. In recimo bivši predsednik Trump je kritiziral Evropo, da premalo plačuje, zahteval iz 1% na 2%, zdaj se govori že 3%, da bomo morali dajati za oboroževanje in če bi se to zgodilo, seveda pomeni za Evropo to zelo velike posledice, to je konec družbe blaginje, konec javnega zdravstva, šolstva in tako naprej, nižje penzije in tako. In zato je treba v Evropi absolutno preprečiti oboroževanje. No, ampak tam Američani, ameriški vojaško-industrijski kompleks, ima v načrtu, seveda tudi njim je postal NATO do določene mere breme, ker oni preveč vplačajo, pa manj ven dobijo. Pravi, Evropa naj se sama brani, kar pomeni, če bi NATO prenehal obstajati, bi evropske države bile prisiljene bistveno povečati oboroževalne stroške. To pomeni, bi kupovali v glavnem ameriško, mogoče tudi nekaj nemškega orožja, kar pomeni, da bi ameriški vojaško-industrijski kompleks v tem primeru dobil več denarja, več naročil, bi bili profiti večji. V Ameriki pa veste, da je denar je glavna stvar, profit, kar pomeni, da ni izključeno, da bodo pozivi za reformiranje NATO oziroma celo morebitno ukinjanje prišli Združenih držav Amerike, še posebej, če zmaga Trump, ker Trump je že v teku svojega prvega predsedniškega mandata rekel, da NATO je zastarela organizacija, da je ne rabi več. Ne vem, kakšen je zdaj ta njegov program, zaenkrat se ga še ni objavil, kar zadeva NATO. On sicer pravi, da bo nadaljeval s temi povezavami, ampak vendar on je zelo tak politik, ki hitro spreminja mnenja in ne vemo, kaj se bo zgodilo. In jaz mislim, da mora Evropa iti v smeri, da se začne samo povezovati in da dobi neke vrste strateško avtonomijo, ker to, kar se danes dogaja, recimo tudi vojna v Ukrajini, to je posredniška vojna. Vojna med Rusijo in Združenimi državami Amerike, medtem ko vse poti pa vodijo v Peking. V bistvu je to vojna za to, kdo bo dominiral na svetu. In sicer Združene države Amerike poskušajo zadržati ta unilateralni svet
medtem ko druge države se pa za multinacionalni svet bojujejo in to je bistvo tega spora. Viri migracij niso samo vojne, so vojne in recimo v zadnjih letih so prišli v Evropo, recimo iz Sirije, posebej iz Bližnjega vzhoda, begunci, kar je bila posledica ameriških vojaških intervencij na Bližnjem vzhodu. Drugi vir migracij so klimatske spremembe, na kar nimamo seveda vpliva. Tretji vir migracij so pa dejstvo, da so neke države nerazvite, da ljudje hočejo boljše življenje in tako naprej. Evropa se nepreklicno spreminja s temi migracijami. Zakaj? Zato, ker Evropa je padla v kategorijo držav in oziroma celin, skupnosti, kjer se prebivalstvo dramatično zmanjšuje. V Evropi je nataliteta praktično zelo nizka, v Evropi je semen ljudi, celo papež je dejal, da Evropa postaja stara starka in to pomeni, mi rabimo ljudi za to, da bomo migrante, za to, če hočemo zadržati naš standard. In recimo leta 2050 bo v Evropi živelo po ocenah Združenih narodov približno 728 milijonov ljudi, od tega bo 127 milijonov migrantov, kar pomeni 18% prebivalstva, to pomeni skoraj vsaki četrti, peti bo migrant. Zakaj? Še posebej, ker bo vsak migrant ne pride sam, ampak pripelje sabo družino in če vi teh 127 milijonov pomnožite 4, je to praktično, dobimo, da bo polovica prebivalstva Evrope skoraj da leta 2050 že imela migrantske korenine. To pomeni, da se bo to absolutno spremenila sestava nacionalna Evrope. Mislim, da bomo mi, če hočemo obdržati standard, bo treba dovoliti emigracije. Seveda se pa tukaj postavlja veliko vprašanje njihove integracije v evropsko družbo, kar je že problem, pogledajte, tudi pri nas že prihajajo k nam tudi migranti, ki se težko vključujejo, ki imajo druge religije, druge običaje in tako naprej, ki se ne prilagajajo na to družbo in to bodo veliki problemi. Jaz mislim, ampak to nam ni rešitve. Evropa, ne dvomim, da je možno spremeniti trend naraščanja prebivalstva, zato tudi pri nas, kje narašča prebivalstvo v Evropi, v glavnem v državah, kjer je veliko migrantov. Poglejte, največjo stopnjo ima Francija. Zakaj? Ker ima največ migrantov iz Maroka in teh arabskih držav, medtem ko evropsko prebivalstvo seveda pa pada. Tako da jaz mislim, da bo to je eno, mislim, poleg grozečih vojn najhujših vprašanj, ki čaka Evropo, in treba bo toleranca na vseh straneh, na naši, pa seveda tudi na strani migrantov, ki prihajajo. Zato, ker je, pogledajte, Nemci so se odločili na pritisk zelenih, zato ker so ustanovili to koalicijo, da bodo ukinili jedrske centrale. So jih ukinili in evo, pojavila se je huda kriza, potem je prišlo do vojne v Ukrajini, se je Evropska unija odločila za bojkot, oziroma Američani so k temu mnogo prispevali ruske energije, ruskega plina in ruske nafte. In Nemčija se je znašla v hudi gospodarski krizi, zato ker je zdaj prisiljena uvažati zelo drago energijo iz tujine, recimo iz Združenih držav Amerike uvažajo nafto, oziroma plin, ki je do 10-krat dražji, kot je bil prej ruski plin, in ni ekonomije na svetu, ki lahko tako drastičen skok cen energije pač prebrodi uspešno. No, in tukaj je ta problem Nemčije, in Nemčija zdaj uvaža velik del energije tudi iz Francije, ki je bistveno dražji. In tukaj je zdaj, seveda, jedrska energija je zelena energija po politični odločitvi,
Zato, ker če pride do raznih težav, eksplozij, to, kar se je zgodilo v Černobilu, to se ne more reči, da je to zelena energija, ampak vendarle Evropa v tem trenutku nima druge možnosti, kot da se zateče k jedrski energiji in tukaj so Nemci se zaleteli in velik del posledic, ki jih zdaj trpijo, je posledica te njihove odločitve, da zaprejo vse jedrske centrale. In Nemčija se je začela deindustrializirati. Kapital odhaja, najboljša podjetja gredo ven, v glavnem v Ameriko in v druge države, nekaj tudi na Kitajsko. Za Evropo to pomeni blazen gospodarski polom in če nemška ekonomija hira, potem bo seveda cela Evropa jo zelo slabo odnesla. Zato jaz mislim, da je bila ta poteza, ki so jo Nemčiji naredili, da so zaprli jedrske centrale, saj na kratki rok zelo zgrešena. Jaz mislim, da v tem trenutku absolutno ne, zato ker je tudi električni avtomobili, če vi pogledate cel ciklus od začetka, ko se v rudniku, ko se koplje, jaz sem bil v enem rudniku litija na Kitajskem, to je tako uničena narava, da človek ne more verjeti, kako je to uničeno in to bo obsežne površine. Ko vi ugotovite celoten ciklus, delate od začetka, ko kopljete vse to, pa do ko vi razgradite baterije in to, je onesnaženje bistveno večje, kot je onesnaženje, ki ga povzročajo motorji z notranjim avtomobili, ki jih poganja motor z notranjim izgorevanjem. Zato jaz mislim, da električni avtomobili so ena od stopenj, ni pa električni avtomobil odgovor na vse dileme. Jaz mislim, da znanost oziroma tehnologija se bo zatekla verjetno k izdelavi vodikovih na vodik, ampak zdaj zaenkrat, če nismo na tehnološki stopni, da bi bilo to komercialno uspešno. In tudi, pogledajte, v Sloveniji, če bomo res vsi šli na električne avtomobile, praktično ne bo več elektrike za industrijo, za gospodarstvo, za kmetijo, za gospodinjstvo. To je velik. Drugič, treba bo zgraditi novo infrastrukturo, povezave. Skratka, to je zelo velik problem in jaz mislim, da tudi v tem pogledu je treba biti realist in ne moreš hiteti, če vidiš, da stvari ne gredo. Mislim, da je elektrifikacija pa to, kar se dela z avtomobili, pozitiven korak naprej, samo ni pa to dokončen odgovor na probleme, s katerimi se mi soočamo na področju transporta. Zdaj moram nekaj postaviti. Niti jaz sem zdaj to prvič slišal to številko, to je absolutno preveč. Absolutno. Jaz mislim, da jaz se ne bom z nobeno dejavnostjo ukvarjal, to je prvič. Drugič, jaz, ko bom videl, kakšna je situacija, bom, če bo treba, edini ali pa prvi poslanec, ki bo ustanovil iz teh velikih sredstev, ko vi govorite, da so, ne vem, kakšna je po obdavčitvi, to jaz ne vem, nek sklad solidaren za neko dobrodelno dejavnost. Tako da jaz se nisem odločil za tekmo za Evropski parlament, zato da bom jaz zaslužil, absolutno ne, ampak zato, da bi nekaj prinesel k splošni blagini in miru v svetu. Tako da bom absolutno zelo racionalen in bom gledal, absolutno sem pa proti bogatenju in jaz sem to, kar vi govorite, absolutno proti tako velikim plačam. Mislim, da morajo biti plače evropskih poslancev podobne, kot so plače poslancev recimo v Sloveniji, z nekimi dodatnimi stroški višjega življenja, recimo v Bruslu ali v Strasbourgu. Nič drugega. Mislim, upam, da se to ne bo zgodilo. Že zdaj je, kot vidim, da so se tudi ne samo v Sloveniji, tudi druge države začele izrekati proti temu. To pomeni, da bomo dobili neko nadnacionalno organizacijo, ki bi bila nad vladami, nad suverenostjo posameznih držav, kar se svet ne
dovoliti, da bi postala to, da bi svet postal neka vrsta avtokratske vladavine, ki jo bodo vodili velekapitalisti ali pa določene države v njihovem imenu, da bi bila to svetovna vlada. Na tem nivoju jaz mislim, mi smo absolutno proti in sem zelo zadovoljen, ko sem slišal informacije iz Ženeve, da ta načrt vsaj zaenkrat ni uspel. Jaz mislim, da ga je treba absolutno preprečiti. Posebej tudi to, kar zadeva te pandemije, da bi Svetovna zdravstvena organizacija oziroma njen generalni direktor dobil pravico, da sam razglaša pandemijo in obvezna cepljenja in tako naprej. In moram reči, da ta proces se je v Evropi že začel, nažalost, in največ v tej smeri so šli Francozi, ker je francoski parlament pred lansko leto, pred parimi meseci, sprejel sklep, da če bo kdorkoli nasprotoval obveznim ukrepom, kar zadeva cepljenje, ali pa če bodo strokovnjaki opozarjali in nasprotovali ukrepom, ki jih bodo sprejele oblasti, bodo kaznovani kazensko z do 40.000 evri kazni in do 3 leta zapora. Absolutno tako medicinsko diktaturo, to, kar se nam obeta, je treba preprečiti v kali. In upam, da se je ta proces že začel. No, jaz mislim, da absolutno je to irelevantno, ker tudi nimamo vsi enake produktivnosti, enake industrije in tako naprej. Mislim pa, da bi bilo smiselno, da se začne na področju davkov in obdavčevanja neka ravnoteža, zato ker zdaj imate vi problem, da imate neke oaze v Evropi, recimo Malta ali pa Ciper, kamor se zateka špekulativni kapital. To pomeni, to je treba preprečiti. Drugače pa jaz mislim, da morajo države v Evropski uniji ostati suverene, da moramo mi biti gospodari svoje usode in da bomo samo tisto, kar je v skupnem interesu, tisto prepustili Bruslju, ne pa nekim birokratom, ker pa veste, Evropska komisija, to ni izvoljena komisija. Res jo potrdi parlament, ampak izberejo pa člane posamezne države in recimo sedanja Evropska komisija se obnaša zelo avtoritativno in Observer, to je v glavni časopis, ki v Bruslu poroča o situaciji v Evropski uniji, je rekel, da se Ursula von der Leyen obnaša kot kraljica, ne pa kot predsednica komisije, ki ima omejena pooblastila. Tako. Jaz mislim, da je problem Evrope, da gre po ameriški poti, da je to, kar se dogaja, je favoriziranje industrijske proizvodne hrane. Jaz pa mislim, da če bi se to zgodilo, je to potem konec nekih tradicionalnega oziroma karakteristik nekaterih držav. Poglejte, Slovenija, če bi se to resno zgodilo, bomo vse kmetije. Mi zdaj gremo na podeželje. To je spremenjena krajina, to ne bo več tista Slovenija, v kateri mi živimo. Podobno je to recimo Avstrija in tako naprej. Imate več takih držav, mislim, da je to treba preprečiti, ker to je koncept, ki so ga prenesli iz Združenih držav Amerike, ker imajo velike obdelovalne površine. Ja, tam, kjer je to možnost, absolutno je pa treba zadržati naš evropski stil življenja in kmeti so del tega stila življenja. Jaz sem absolutno proti temu, da bi se to tako radikalno spremenilo, kot nekateri mislijo. No, to sem že na začetku rekel, zakaj ne. Zato, ker vse evropske, jaz nisem bil zadovoljen z nobeno, jaz sem vseh teh 7 skupin pregledal, plane, po njihove programe in absolutno sem proti temu. Jaz mislim, da Slovenci moramo zadržati svojo avtonomijo, politično avtonomijo, se zavzemati za demokracijo in napredek Evropske unije, ne biti pa suženj določenih centrov izven Slovenije. Recimo, pogledal sem programe, praktično vsi programi, razen tam
enega ali dveh, recimo, so bili zdaj za nadaljevanje vojne v Ukrajini in tako naprej. Jaz sem absolutno proti temu in če bi bil član recimo kjerekoli, recimo Renew, to pomeni liberalcev, bi pač moral glasovati tako, kot mi oni določijo. Določajo pa to ljudje izven Slovenije. In tudi, če bi v Ljubljani mi to rekli, absolutno sem proti temu, zato smo se mi odločili, da gremo v skupino neodvisnih poslancev. Moja prednost ali pa naloga pa bo v tem, da se bom sestavil, kot si na začetku rekel, s civilno družbo in bomo skupaj se odločili, kako bom glasoval v Evropskem parlamentu. Absolutno bom dal samo en konkreten primer, kako se je lahko zgodilo, da so prav vsi poslanci, vseh 8 poslancev, z leve in z desne, glasovali za resolucijo v Evropskem parlamentu, to je bilo pred mesecem dni ali nekaj takega, mogoče malo več, o tem, da naj vse države, ki imajo to možnost, dostavijo Ukrajini rakete dolgega dosega. To pomeni, da so se oni opredelili za nadaljevanje vojne v Ukrajini do zadnjega Ukrajinca oziroma za totalni spopad z Rusijo. Ker če bi zdaj začeli na Moskvo streljati, v Rusiji bodo uporabili vse sredstva, ki jih imajo, da bodo to preprečili. Namesto, da bi se pogovarjali, kakšne rakete poslati dol, se je treba pogovarjati o miru. In še druga stvar je bila, da so oni brez posvetovanja s Slovenijo, parlamentom, s političnimi strankami, z javnostjo pristali na to, da naj bi odslej naprej 0,25% bruto družbenega proizvoda vse države namenjale za vojaško pomoč Ukrajini. To pomeni vojna do konca. To pomeni, jaz se sploh ne predstavljam, kaj jim je bilo, niti toliko niso bili, da bi se vzdržali glasovanja. Vsi so glasovali za nadaljevanje vojne. Zato sem jaz proti temu, zato bom šel v skupino neodvisnih poslancev in bom glasoval, kar je v interesu Slovenije. V interesu Slovenije je pa mir na svetu, pa še posebej mir v Ukrajini, ker če bo šlo tako naprej, kot se sedaj dogaja, se bo ta konflikt razširil, bomo imeli evropsko vojno, lahko globalno vojno, na koncu se lahko konča celo z atomskim spopadom. Zato jaz mislim, da bomo obdržali, je pa dejstvo pa je, da se bom posvetoval z vsemi tudi drugimi skupinami in če bo dober predlog, me sploh ne zanima, z katere strani prihaja. More pa biti naravnan v smeru razvoja, utrjevanja demokracije v Evropi in predvsem miru. No, absolutno, jaz moram reči, začelo se, ko sem imel 27. aprila govor na glavni primorski proslavi na Nanosu, recimo v poročilih, začelo se z Radiem Koper, sploh niso menili, ker da me ni bilo, sem bil pa glavni govornik. To je proti vsem pravilom novinarskega poročanja, oni pravijo zato, ker si kandidat, ampak svet RTV je sprejel določilo, da se uporabljajo zelo restriktivna pravila poročanja od 9. maja naprej. Meni so pa 27. Že to drugič, ko sem vložil kandidaturo, prej so vsem listam, recimo na televiziji, dali minuto do minuto pa pol možnosti prispevk v glavnem osrednjem dnevniku z izjavo glavnega, nas so odrajtali v 16 sekundah. Poslušajte, a je to enakopravno sodelovanje? Absolutno ni. In moram reči, da me čudi tudi te predvoljivne ankete, ki so. Konec koncev, jaz sem bil na televiziji 30 let, Slovenija, mehna država, me relativno veliko ljudi pozna. Drugič, jaz imam izkušnje takšne, mednarodne, kot jih verjetno prav nihče od sedanjih kandidatov nima. Imajo evropske izkušnje, jaz imam pa globalne, sem bil na Kitajskem, sem bil 14 let v Združenih državah Amerike in še povsod drugod po svetu. To pomeni, da imam vse kvalifikacije za to, da bi bil izvoljen, da imam znanje, ampak mene praktično nikjer ni. In veste, tudi to vprašanje te agencije, ki merijo javno mnenje, kdaj merijo, koga merijo, v katerem času, kakšen je njihov vzorec in mogoče še kakšne strice zadaj.
ker smo načeli pravo temo, to je pa mir. In naš slogan je: čas je za razum, torej državniki pamet v roke, in drugič, in čas je za mir, da ne boste nas pripeljali do neke vojne, kar se zdaj lahko zgodi. Zato jaz mislim, da bodo volivci to spregledali, to videli, in moram reči, da na Facebooku, kjer sem, dobivam neverjetno število podpor, in recimo pred 2 dnevi je 500 ljudi dodatnih v 3 dneh prosilo za moje članstvo. Od včeraj do danes zjutraj bi ga nisem mogel vedeti, še dodatnih 200. Imam že 700 v 4 dneh ljudi, ki bi radi postali moji prijatelji. Pravila Facebooka to ne dovoljuje, ker lahko imaš samo 5000 prijateljev, ampak to pomeni, da so ljudje začeli razmišljati in da vidijo, da ta moj program ima neko težo, in jaz mislim, da bomo absolutno presenečeni teh volitev. Absolutno, da. Tudi da. Da. Uroš Lipušček, hvala za te odgovore, hvala za obisk v našem studiu in dober volilni rezultat vam želim. No, ob koncu bi pa jaz rad naslovil Idrijčane. Jaz sem seveda Idrijčan in Idrijčan bom ostal pač do konca življenja. Vas pozivam, slišali ste, kakšen je moj program, pozivam vas, da podprete ta program. To je program miru, to je program sodelovanja, to je protivojni program. In jaz in skupina, ki jo zastopam, smo bili prvi, ki se je od začetka ukrajinske vojne naprej, kljub javnih kritikah določenih strank, skupin, politikov in tako naprej, zavzemala za mir in mir in sodelovanje. To je edino, kar bo omogočilo, da preživimo, sicer bo prišlo do nekih vojn. In upam, da se pa to ne bo zgodilo. Zgodilo se pa ne bo, če boste dali tudi meni glas, ker jaz bom se za to zelo zavzeto zavzemal v Evropskem parlamentu. Hvala za podporo.